Jaz predajam besedo tebi, Klemen, da še ti podaš sporočilo. Tudi Klemen je eden izmed nosilcev te jutrišnje akcije Mladi za mlade, ki je zrasla na skupni idejni osnovi in sem vesel, da je med nami in izvoli. Hvala lepa, Robi. Jaz sem tudi zelo vesel, da sem lahko kandidat najbolj aktivnega podmladka, kot si že rekel, in tudi, bi rekel, najbolj demokratičnega podmladka, najbolj aktivnega v Sloveniji, in da sem lahko na listi za evropske volitve, ki je dejansko najboljša v Sloveniji, ne samo, da to govorimo, ampak da to lahko dokažemo, in sicer imamo dva poslanca, ki sta že poslanca v Evropskem parlamentu, ki dejansko poznate Evropski parlament od blizu, kar je zelo, zelo pomembno, da se ni treba spet stvari od začetka učiti. Ena temeljnih izhodišč programa Nove Slovenije na teh evropskih volitvah in tudi sicer pa je solidarnost. In to je tudi ena izmed temeljnih krščanskih vrednot. In ker vemo, da nezaposlenost v času te krize raste in ljudje izgubljajo službo in to otežuje življenje mnogim slovenskim družinam, smo se odločili, kot je rekel že Robi, da bomo v tej krizi še bolj solidarni drug z drugim. Naša akcija je gesta, s katero želimo pokazati, da nam ni vseeno za tiste, ki v tej krizi trpijo in so najbolj nebogljeni, to so otroci. S to akcijo bi radi spomnili, da je solidarnost v času krize še posebej pomembna in povabili vse, ki imate česa odveč, hrane, oblek, igrač, da jih darujete. Zdaj je tisti pravi čas. Mi delamo to z našo akcijo. Zavedamo pa se tudi, da s to akcijo ne bomo rešili gospodarskih težav in gospodarske krize, zato bi zaenkrat izpostavil dva problema, ki sta v Sloveniji glede krize ključna, po našem mnenju, in sicer je prvič to dogovorna ekonomija. Ukrepi vlade ne delujejo oziroma zelo težko dobro delujejo in slabo delujejo, kakor vidimo, zato ker je likvidnost pri nas selektivna, ker ne spodbuja konkurence in ker niso vsi enaki pred zakonom. Spet imajo določene elite prednost pred podeljevanjem sredstev, čeprav mogoče to niso najbolj učinkovita podjetja. Tukaj kriteriji niso pravilno zastavljeni in ne delujejo. Druga stvar je regulacija in nadzor, ki pri nas v naši državi tudi še vedno, če primerjamo tudi z drugimi evropskimi državami, ne delujejo dovolj dobro. Nekatera podjetja so pobrala državne subvencije, ker smo videli tudi na naši turi blizu ljudem po Sloveniji, že do zdaj, so pobrale subvencije pod pogojem, da ne bodo odpuščale delavcev, kasneje pa so jih vseeno odpustile. Tukaj se kaže dejansko neučinkovito delovanje države v svoji regulatorni in nadzorni funkciji. In posledica tega, teh dveh stvari, ki sem jih izpostavil, je to, da samo določene elite neupravičeno bogatijo in država namerno ali pa zato, ker nima pregleda, ne more tega omejevati, in če se bo denar davkoplačevalcev porabljal, se mora porabljati dobro, se mora porabljati za razvojne projekte, ne pa da se porablja tako, da dejansko ne dviguje standarda ljudi in ne dviguje zaposlovanja v Sloveniji. Za take ukrepe se nima smisla zadolževati tudi za naše prihodne generacije. Mogoče sam par takih predlogov, kar se tega tiče. Prvo najprej to, da bi morali več vlagati v mlade, v inovacije, v samozaposlovanje, v podjetništvo, predvsem spodbujati srednje in majhne velika podjetja, da bi zdaj v tem času se ljudje lahko postavili na svoje noge. Drugo pa je tudi to, da bi pomagali ljudem, ki so v tej krizi izgubili delo, da bi se lahko ponovno zaposlovali, da bi lažje recimo opravili intervjuje, napisali CV-je, ker vidimo tudi iz naših obiskov po Sloveniji, da je strahu in ene panike, zato ker ne vejo, kako naprej, ko izgubijo službo naši ljudje, kar veliko. Treba je pomagati ljudem, da se postavijo na svoje noge in uporabimo potencijale, ki jih je v Sloveniji dovolj. Mi bomo več, kar se tega programa ekonomskega tiče, naredili tudi na svetu, ki je 23. maja. Zaenkrat toliko, če so pa kakšne vprašanja, pa prosim. Hvala.